Dragi gledalci, drage gledalke televizije Exodus, lepo pozdravljeni ob prenosu papeževe maše v Vatikanu, ki je na trgu Svetega Petra. Vidimo procesijo, ki se približuje glavnemu oltarju, kjer bo papež Leon daroval sveto mašo. To je sveta maša v sklopu molitve za mir, ki se je začela včeraj zvečer z rožnim vencem, in papež priporoča za vse kristjane v mesecu oktobru, da naj molijo za mir, ki je tako potreben v sedanjem svetu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Fratelli e sorelle, raccolti in preghiera per celebrare i santi misteri. Bratje in sestre, zbrani v molitvi, da bi proslavili svete skrivnosti v občestvu z blaženo Devico Marijo, prosimo Boga, naj svojim usmiljenosti odpusti tistim, ki priznavajo za grešnike in se k njemu vrnejo s pokornim srcem. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveta Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni. Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji. Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta.
Preghiamo. Molimo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore. Naj nas vedno spremlja in vodi Tvoja milost, Gospod, da s Tvojim očetovskim pomočjo nikoli ne bomo utrujeni delati dobro. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki je Bog in živi in kraljuje s Teboj, v enosti Svetega Duha, na vekov veke. Amen. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Tiste dni je Sirec Naaman šel in se 7-krat potopil v Jordanu po besedi Božjega moža Elizeja in njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka, bil je očiščen svoje gobavosti. Potem se je z vsem spremstvom vrnil k Božjemu možu. Ko je prišel, je stopil preden in rekel: Zdaj vem, da na vsej zemlji ni Boga razen v Izraelu. Sprejmi zdaj, prosim, darilo od svojega služabnika. Elizej je rekel: Kakor živi Gospod, pred katerim stojim, ničesar ne vzamem. In čeprav ga je silil, naj vzame, je odklonil. Potem je Naaman rekel: Če ne, pa naj dajo tvojemu služabniku tovor zemlje za 2 mezga, kajti tvoj služabnik ne bo več daroval žgavne daritve nobenem drugemu bogovu razen Gospodu. Poslušali smo Božjo besedo. Il Signore arriva ai tuoi popoli, la sua giustizia. Il Signore arriva ai tuoi popoli. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Zmago mu je pridobila njegova desnica, njegova sveta rama. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Gospod je naznanil svojo zmago. Pričo narodov je razodel svojo pravičnost. Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe, o blagor Izraelove hiše. Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Vsa zemlja je videla zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu vse dežele, veselite se s petjem in godbo.
Gospod je dal spoznati svoje odrešenje. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih, Davidovega potomca, kakor sem oznanjal v svojem evangeliju. Zanj prenašam celo verige, kakor bi bil hudodelec, vendar Božja beseda ni vklenjena. Zato vse prenašam zaradi izvoljenih, da bi tudi ti dosegli rešitev, ki prihaja od Kristusa Jezusa, z večno slavo. Zanesljiva je tale beseda: če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli. Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali. Če pa ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil. Če se mi izneverimo, on ostane zvest, kajti sebe ne more zatajiti. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Aleluja. Neprestano se zahvaljujte Gospodu, kajti to je Božja volja. Aleluja. Amen.
Dominus vobiscum. Gospod z vami in s tvojim duhom. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Iz svetega evangelija po Luku. Lungo il cammino verso Gerusalemme, ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je stopil v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: Pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus ga je odgovoril: Mar ni bilo 10 očiščenih? Kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel mu je: Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus.
Sestre in bratje, apostol Pavel se danes obrača na vsakega izmed nas, kakor Timoteju. Spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je Davidov potomec in je vstal od mrtvih. Marijina duhovnost, ki neguje našo vero, ima Jezusa za središče. Kot nedelja, ki odpira vsak nov teden v obzorju njegovega vstajenja od mrtvih. Spominjaj se Jezusa Kristusa. Samo to šteje. To je razlika med človeško duhovnostjo in Božjo pot. V verigah kot zločinac, pravi Pavel, in priporoča, naj ne izgubimo središča, naj ne izpraznimo svojega srca, imena Jezusa Kristusa, njegove zgodovine, njegovega križa, kar mi menimo, da je pretirano. Bog obudi, ker ne more zanikati samega sebe. Jezus je Božja zvestoba sebi, zato mora nedelja iz nas narediti kristjane. To pomeni, da mora naša čustva in misli napolniti žarečim spominom na Jezusa in spremeniti naše sobivanje, naše bivanje na tej zemlji. Vsaka krščanska duhovnost se razvije iz tega ognja in prispeva k temu, da ga naredi bolj živega. Branje iz drugega knjige Kraljev nas spomnilo na ozdravitev Naamana, Sirca. Jezus nam je komentiral ta odlomek v sinagogi v Nazaretu in učinek njegove razlage na ljudi v vasi je bil osupljiv. Izjava, da je Bog rešil tega tujca, bolnega z gobavostjo, namesto tistih, ki so bili v Izraelu, je sprožila splošno reakcijo. Vsi v sinagogi so se napolnili z jezo, vstali so in ga izgnali iz mesta in ga odpeljali na rob prepada, na katerem je zgrajeno njihovo mesto, da bi ga vrgli dol. Evangelist ne omenja prisotnosti Marije, ki bi lahko bila tam in bi izkusila, kar je bilo napovedano po starcu Simeonu, ko je prinesla novorojenega Jezusa v tempelj. Glej, on je tu za padec in vstajenje mnogih v Izraelu in za znamenje nasprotja. In tudi tebi bo meč prebodel dušo, tako da se razkrijejo misli mnogih. Da, dragi bratje, Božja beseda je živa, učinkovita in ostrejša od vsakega dvoreznega meča. Prodre do duše in duha, do sklepov in do možga. Tako je papež Frančišek v zgodbi o Naamanu, Sircu, videl prodorno in aktualno besedo za življenje cerkve. V govoru rimski kuriji je dejal, ta človek je prisiljen živeti v strašno tragediji, v gobastivi. Njegov oklep, tisti, ki mu prinaša slavo, v resnici skriva krhko, ranjeno, bolno človečnost. To protislovje pogosto najdemo v naših življenjih. Časi so veliki darovi oklep, ki prekriva veliko krhkost. Če bi Naaman še naprej zbiral medalje, da bi jih pritrdil na svoj oklep, bi na koncu ga pogoltnila gobavost. Navidezno živ, vendar zaprt in osamljen v svoji bolezni.
Od te nevarnosti nas osvobaja Jezus, ki ne nosi oklepov, ampak se rodi in umre gol, ki ponuja svoj dar, ne da bi prisilil ozdravljene gobavce, da ga priznajo. Le en Samaritan v evangeliju se zdi, da se zaveda, da je bil rešen. Morda je manj naslovov, s katerimi se lahko pohvalimo. Bolj jasno, da je ljubezen brezplačna. Bog je čisti dar, sama milost, vendar koliko glasov in prepričevanj nas lahko še danes loči od te gole in pretresljive resnice. Dragi bratje in sestre, marijanska pobožnost je v službi evangelija, razkriva njeno preprostost. Ljubezen do Marije in Nazareta nas vodi za Jezusove učence, nas uči, da se vračamo k njemu, da premišljujemo in povezujemo dogodke življenja, v katerih nas stali še vedno obiskuje in kliče. Marijina duhovnost nas potopi v zgodbo, nad katero se je odprlo nebo, nam pomaga videti ponosne, razpršene v mislih svojega srca, mogočne, strmoglavljene s prestolov, bogate, poslane s praznimi rokami. Zavezuje nas, da nahranimo lačne, da dvignite ponižne, da se spomnimo Božjega usmiljenja in zaupamo v moč njegove roke. Njegovo kraljestvo namreč prihaja in nas vključuje, tako kot je Marija prosila za da, izrečen enkrat in potem obnovljen dan za dnem. Ci ricordano che la grazia di Dio può anche raggiungerci e non trovare Gobavci, ki se v evangeliju ne vrnejo, da bi se zahvaljevali, nas namreč spominjajo, da nas Božja milost lahko doseže, ne da bi našla odgovor, da nas lahko ozdravi, ne da bi nas vključila. Pazimo se torej, da ne gremo v tempelj, če to ne pomeni, da sledimo Jezusu. Obstajajo oblike časti, ki nas povezujejo z drugimi in nam otopijo srce. Takrat ne živimo resničnih srečanj s tistimi, ki jih je Bog postavil na pot. Ne sodelujemo, kot je to storila Marija, pri spreminjanju sveta in veselju magnifikata. Pazimo na vsakršno izkoriščanje vere, ki tvega, da spremeni drugačne, pogosto revne, v sovražnike, v gobavce, ki jih treba izogibati in zavračati. Zato marijanska pobožnost priznava prav to Božjo prisotnost in občutljivost. In to je prava revolucionarna drža. Kajti to so vrednote, ki so v nas, da ni treba vladati nad drugimi, kakor da bi se s tem postali pomembni. In prav tam iščemo pravo pravičnost in v tem svetu, ki je zelo lačen, ki je lačen te
te pravičnosti. Kajti vsi močni ljudje v Svetem pismu so spremenili tok zgodovine, so spremenili pot, po kateri naj hodi Božje ljudstvo. In tudi v tem svetem letu, jubilejnem letu, se zatekamo k tej poti in Mati Božja naj bo naša pot, naš zgled. Credo in unum Deum. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga. Luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom. In je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device. In postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma. In je šel v nebesa
sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanju grehov in pričakujem vstajanje mrtvih. In življenja v prihodnjem veku. Amen. Fratelli e sorelle, bratje in sestre, ko z Marijo slavimo Gospoda za velika dela njegove ljubezni, mu posvečamo naše molitve. Vsi krščeni naj Bogu, svojemu odrešeniku, slavijo in mu izkazujejo čast, ostajajoč v vztrajni veri, upanju in ljubezni. Za papeža Leona in služabnike Evangelija, naj Bog, ki gleda na ponižnost svojih služabnikov, jih napolni z gorečnostjo za oznanjevanje in z duhom prerokovanja. Za naše upravitelje država, za naše Bog, ko izkazuje snagu svoje mišice, vladarje, voditelje države, Bog, ki razširja moč svoje roke, razprši ponos v srcih močnih in navdihni odločitve v korist malih in najmanjših. Za vse, ki trpijo v telesu in duhu, Bog, ki je napolni lačne z dobrinami, naj jih dvigne iz njihovih stisk in jih podpira svojo milostjo.
Für alle, die die marianische za vse, ki živijo marijansko duhovnost. Bog, ki je v Mariji izpolnil svojo obljubo odrešitve, naj jih utrdi v zvestem izpolnjevanju kreposti device Magnificata. Poslušaj, Oče, naše prošnje in nam podari luč svojega duha, da bomo po zgledu Device Marije, ki je vse generacije imenujejo blažena, naučili se vedno slaviti Tvoje ime in se Ti zahvaljevati s svetostjo življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Med kajenjem darov v ozadju slišimo pevski zbor, ki poje Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
v latinskem jeziku: blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme moja in vaša daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čas svojemu imenu in blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sprejmi, Gospod, molitev svojih vernikov skupaj z daritvijo te žrtve, da bomo s pomočjo našega duhovniškega služenja dosegli nebeško slavo. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Kvišku srca imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, spodobi se in pravično je. Resnično je, res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. On, rojen od Device Marije, je obnovil padlo človeštvo s trpljenjem, je uničil naše grehe, ko je vstal od mrtvih, nam je odprl pot v večno življenje, ko je vstopil k tebi, Oče, in nam odprl vrata v nebeško kraljestvo. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalilnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev.
Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil. Ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vsa vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Mistero della fede. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione, Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Za hvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli sprejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi, svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod, naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svoje cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, naše škofe, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo.
po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu. Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nam vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami in s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ
grehe sveta. Podari nam mir. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Moja duša poveličuje Gospoda, kajti ozrl se je na nizko svoje dekle, odslej me bodo vse generacije imenovale blažena. Tu je vzklik Marije in ta vzklik prepeva tudi pevski zbor med obhajilom, ko poteka obhajilo samih duhovnikov in pa tudi vernikov. Tudi mi lahko pripravimo svoje srca, povabimo Jezusa Kristusa, Božjo besedo, kakor smo jo slišali danes v evangeliju in pa tudi v obeh berilih, ko je tujec, Sirec, Naaman bil ozdravljen po preroku Elizeju, na katerega dogodek se je tudi ozrl papež Leon v svojem nagovoru v pridigi in je prav poudaril, da je potrebno se vedno zahvaljevati, kakor so v evangeliju bili ozdravljeni 10 gobavcev, pa je samo eden prišel se zahvaliti in še tisti ni bil Jud, ampak tujec iz Samarije. In v tem zahvaljevanju je tudi v bistvu vsega našega življenja, kajti prav zahvala nam daje tisto pot, ki je v bistvu Božja pot in nas vedno znova usmerja na to pot. Papež se je v svojem nagovoru naslonil na svojega predhodnika Frančiška, na njegovo razlago Naamanove ozdravitve.
Kjer je naklonjenost in ljubezen, tam je Bog. Mi smo zbrani v enem telesu, telesu Jezusa Kristusa. Kjer je naklonjenost in ljubezen, tam je Bog. On nas spremlja v temi, dokler ne zasije zora. Molimo, prosimo te, Oče neskončne veličine, da nas hraniš s telesom in krvjo svojega Sina, tako nas naredi deležne božanske narave. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Vergine Santa, Madre di Cristo, nostra speranza, la tua premurosa Devica Marija, Mati Kristusa, naše upanje, tvoja skrbna prisotnost v tem letu milosti nas spremlja in tolaži. In nam v nočeh zgodovine daje gotovost, da je Kristusu zelo premagano in da je vsak človek odrešen z njegovo ljubeznijo. Popolna učenka Gospodova, v svojem srcu si hranila vse Božje stvari, nauči nas poslušati besedo in jo razumeti v sebi, da bomo lahko varno hodili po poti svetosti. Tvojemu brezmadežnemu srcu zaupamo v svet in vse človeštvo, zlasti tvoje otroke, ki jih muči bič vojne. Zagovornica milosti, svetuj nam pot sprave in odpuščenja, ne nehaj posredovati za nas v veselju in bolečini in izprosi nam dar miru, ki ga lahko po tebi prosimo. Mati Cerkve, sprejmi nas milostno, da bomo po tvojem plašču našli zavetišče. In da nam bo tvoja materinska pomoč v življenjskih težavah. Zato, brezmadežna devica, slavimo Gospoda, vsak trenutek priznavamo velika dela njegove ljubezni. Sveta devica, Mati vnebovzeta v nebesa, prosi za nas.
Dragi bratje in sestre, predno zaključim to Evharistijo, se zahvaljujem za vse vas, ki ste prišli tukaj sem, da smo molili skupaj za Marijo, kajti vi predstavljate različne skupnosti, različne osebnosti, ki ste posvečeni v marijanski pobožnosti. Zahvaljujem se vam in vas vedno znova pozivam, da bi se vedno znova vračali k sveti Božji besedi in pa nauku svete Cerkve. Tako pozdravljam Avgustinijance, potem tretje rednike karmeličanskih, bosonogih karmeličanov, kajti v tem upanju se je zbudila ena možnost tudi v sveti deželi, da bi se zavzeli za pravično mir in pa tudi takšen mir, ki bo trajal. Kajti to so pravice Izraelcev in pa pravica tudi Palestincev. 2 leti je bilo morenja med vsemi tistimi, ki so izgubili svoje najbližje, svoje sinove, hčere. Danes vam polagam na srce tudi Božja milost, kajti on ostane vedno z nami. Dilexit te. Bog te je ljubil. Bog te je ljubil, in to je edina možnost človečnosti, da bi spolnili tisto, kar se zdi nemogoče, da bi spoznali, da bi rešili to, da nekdo drugi ni naš sovražnik, ampak je tisti, s katerimi se lahko spravimo. Vedno znova me svoje misli gredo v Ukrajino, kjer so novi napadi in postanejo mnogi družine brez elektrike in seveda tudi brez gretja. In leta živijo v strahu. Znova se zavzemam za mir in se zavzemam za takšen mir, ki bi bil v dialogu in bi prinesel trajen mir. Zelo blizu sem blizu peruvijanskemu ljudstvu, ki je politični razdrobljenosti, da bi našli dialog in pa enotnost, nacionalno enotnost. V Italiji se spominjamo teh, ki so izgubili življenje na delovnem mestu in molimo za njih in se z Marijino priprošnjo tudi zavzemamo za te. Angel Gospodov je v znanju Mariji in ona je spočela od Svetega Duha. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za... Ecce ancilla Domini.
Glede sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen. Sveta beseda je med nami prebivala in se učlovečila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, napolni Gospod svojo milostjo, ki se nam v angelom znanenju razodel na utelešenje svojega Sina, nas po njegovem trpljenju in križu vodi v slavi vstajenje za Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Za verne in pokojne daj jim večni mir in počitek, Gospod, in večna luč naj jim sveti, naj počivajo v miru. Amen. Gospod z vami, slavite Gospoda, ker je dober, vekomaj traja njegova dobrota. Naša pomoč je v imenu Gospodovem, ki je ustvaril nebo in zemljo. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. S papeškim blagoslovom se je tudi končala današnja daritev za mir, in v kateri so bili prisotni tudi mnogi člani Marijine pobožnosti, skupnosti in posebna združenja. Pevski zbor nam prepeva Devica Marija, naše življenje, ti si naša zvezda. Med našimi neurji v svojem življenju nas vodi. Mati ljubljena, vsi smo grešniki, vendar smo tvoji otroci. Devica, prosi za nas.
nebeška kraljica, k tebi naj se ozirajo naše oči. Ti si bila blizu človeku, Bogu. Ne odreči nam naših misli. Dragi gledalci, drage gledalke televizije Exodus, s temi prizori se od vas poslavljam in vam želim prijetno nedeljo.